Pozdravljeni v oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s pisateljico Petro Škarja. Petra, kaj zate pomeni pot iz suženjstva v svobodo? Tukaj je zajeto ravno to, da razumeš in sprejemaš neko ravnovesje življenja na vseh področjih. Tako, kar rabimo razumeti temo, da razumemo svetlobo, imeti hlad, da razumemo toploto, imeti sovraštvo, da razumemo prijateljstvo, tako to rabimo razumeti in občutiti, da je suženjstvo, da zares lahko čutimo, kaj svoboda je. In sprejemati to dvojnost in iskati neko ravnovesje vsega. Glejte nas na Ljubljana TV, oddaji Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca, ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Zelo sem vesela, da ste danes z nami, saj bomo spoznali skodrano pisateljico s hecnim priimkom, strastjo do narave, potovanj in knjig, Petro Škarja. Je avtorica več knjižnih uspešnic, med katerimi je najljubša Camino od suženjstva do svobode, v kateri skozi osebne izkušnje in preizkušnje deli svojo pot iskanja svobode in notranjega miru. Svojo ljubezen do knjig in podjetništva je zlila v svojo založbo Petka, s katero podpira slovenske avtorje pri izdaji knjig. Petra je tudi navdihujoča govornica, kjer skozi svoje življenjsko vodilo bodi, kar si, delaj, kar te veseli, spodbuja tudi druge, da sledijo sebi. Predvsem pa je Petra ženska, ki je prešla skozi številne preizkušnje, vzpone in padce, ponovnih začetkov, raziskovanja življenja in iskanja globljih pomenov lastne poti, polne poguma, vztrajnosti in notranje moči. Draga Petra, srčno dobrodošla. Najlepša hvala. Lepo je biti v oddaji, ki ima že ime tako lepo. Najlepša hvala, Petra. Skočiva kar na Camino. V svoji knjigi Camino od suženjstva do svobode opisuješ svojo izkušnjo na Camino. Kaj te spodbudilo, da si se podala na to pot? Že nasploh izjemno rada potujem. Rada raziskujem svet in ko sem bila majhna, jaz rečem, sem odraščala v vasi, ki ima 20 hiš pa 25 štal in sem vedno gledala televizijo, kaj bi jaz to cel svet rada videla. Pa bila še ena plat in sicer, da sem imela neke svoje notranje borbe, težave in sem se kar res se mučila, kako preko tega prideti in je bil Camino tudi mogoče malo beg, malo iskanje, kako bi jaz te svoje težave res prebrodila in sem rekla, jaz grem na Camino, jaz grem na konec sveta, ker Finisterre je konec sveta. Zdaj pa bo to, me bodo na koncu prebili na križ ali bo povstajenje, ampak nekaj mora biti, nekaj se spremeniti, ker jaz nisem več mogla s temi težavami nekako bivati. In sem Camino šla pa rekla, želim, da se nekaj spremeni. Da se nekaj spremeni. Se hoja je zelo terapevtska in na tej poti na Camino je bila zate terapevtska oziroma tam so se prebudili tudi spomini na tvoje otroške travme. Kako si našla na tej poti moč, da si se soočala z tem soočanjem? Zdaj zelo poetično sliši, da sem šla na Camino, tam našla sebe in bilo v redu. V resnici je bilo tako dosti bolj dolgotrajno. Jaz sem kar 15 let se zelo s tem ukvarjala, borila, terapije, uradno zdravstvo, neuradno zdravstvo, poskusiš vse, ko iščeš. In Camino je bila sem tist, recimo, zadnja kapljica, ko ti pade v kozarec vode, da potem se vse razlije in se neka večja sprememba naredi. Ampak glavna borbe sem jaz imela potem, ko sem nazaj prišla. Na Camino se mačkano odmakneš 40 dni od vsega tega sveta, od res vsega. Ampak potem moraš s to neko spremembo v sebi, ki je težko obrazložljiva, priti nazaj v to okolje. In tukaj zares ti začneš spreminjati svoje življenje. Sem takrat prvič dobila pogum, da sem povedala staršem najprej, potem prijateljem, kaj se je sploh dogajalo, noben ni vedel. Potem se pa razne zadeve začnejo odpirati in mogoče sem potem 2 leti imela najbolj intenzivno nekako dogajanje, da lahko rečem po tistem, zdaj pa lahko rečem suvereno, da ja, po Camino se je nekaj res korenito spremenilo. Lahko v bistvu rečeva, da ta hoja, ta Camino bil katalizator, ki je pognal na površino vse boleče vsebine, ki si jih imela še v sebi. To pa tudi to, da me je
ne vem, je to čarobno življenje. Nekaj je, kar na pot mi pride ena punca, ena Hana, ki je imela zelo podobne izkušnje. In me je ona v bistvu pominjala kot eno zrcalo. Pa zanimivo, neverjetno mi je šla na živce. Ta punca nič mi ni naredila, ampak na koncu, kot se vidiš, da te najbolj motijo ljudje, ko so ti najbolj podobni včasih. Običajno, zrcala. Ja, in mi je bila res zrcalo. In potem, ko sem njo opazovala, in na kaminu imaš čas opazovati, in sebe in druge, sem rekla, nekaj je na tej moji zlorabi iz otroštva, da mogoče je pa to razlog za moje težave. Prvič na kaminu sem to dvoje povezala. Današnje težave s to izkušnjo iz zelo zgodnega otroštva, da morda je tam razlog nek. In ta Hana na kaminu mi je rekla, ja, Petra, ti si tak šolski primer težav, ki jih imaš, da izhajajo iz tega zlorabe iz zgodnega otroštva. In mi je ogromno pomagala, da sem začela v tej smeri potem razmišljati. V bistvu vsi ljudje imamo v sebi neko zgodbo in te zgodbe so preplet takšnih in drugačnih izkušenj, preizkušenj. Veliko tega je tudi zelo travmatičnega, tako kot je v tvojem primeru. In šele, ko se res soočimo z to bolečino in ko jo sprejmemo, vidimo, pozdravimo, lahko nekako iz te bolečine zgradimo neko modrost. Kdaj si ti res sprejela svojo zgodbo kot svojo, da si se z njo pomirila in potem lahko počrpala iz tega neko vedenje? To je zelo zanimivo, da ravno to izpostaviš, ker to po mojem je bila tista pika na i končna, da res lahko zaživiš naprej. Lahko rečem zelo lepo, umirjeno, srečno življenje. Ampak jaz recimo za konkretno spremembo, zdaj se ni skrivnost, jaz govorim o spolnih zlorabah iz zelo zgodnega otroštva strani umsko prizadetega strica in to več let, stalno se je to dogajalo. In jaz sem rabila ne samo razumsko razumeti, kaj se zgodi, to je zgolj razum, tudi terapije dajo, ampak to je premalo. Potem rabiš ti čustven del, potem rabiš ti zapise v telesu, to je otrok star 5 let, tudi moraš v telesu noter vse, moraš to znati nekako, jaz sem s pomočjo terapevtike vse to. Potem pa še en segment, ki pri terapijah nisem do tega prišla, ampak sem pa jaz nujno rabila za pomiritev sebe in to je ravno ta. To je to. En bi rekel duhovni aspekt, en bi rekel, ne vem, en bi pa tudi rekel, sama si neko zgodbico napleteš, da se pomiriš, ampak jaz sem nujno rabila, da osmislim vse to. Da rečem, nek smisel mora biti v tem, da je otroku to dano. Otrok ni kriv, zakaj je bilo ravno meni dana taka preizkušnja. In potem, ko sem to osmisla, sem si rekla, očitno moram s tem nekaj narediti, potem pa ima smisel taka preizkušnja. Recimo, en korak temu je meni bila knjiga, meni bila to blazna terapija zdravljena, da rečeš, v redu, mogoče moram pa s to zgodbo nekaj tako vendati še za ostale. Pa se je egoistično, jaz sem se pomagala drugim je posledica bila. Ampak ravno to, ko sprejmeš pa rečeš, ja, tudi to je del mene, ne iščeš več načinov ozdravitve, da tega ne bi bilo. Ker ne moreš zbrisati, ne gre, zapisano je. Točno to. In jaz zdaj sem zelo pomirjena s tem, da to je del mene, jaz še vedno imam določene posledice tega, ne iščem načina, kako bi to vse zbrisala, ker to je tudi konec konca tudi dobre stvari mi je to prineslo, vse, cel spekter. In celoti sem sprejela, da ja, znam pa to, sem pa mogla do te stopnje priti, da znam pa tudi tukaj ravnavati, da ta travma ne vodi ona mene, ampak jaz mogoče, ko zaznam te zadeve, ki se mi dogajajo, da znam to nekako handlati, iščem lep izraz, da še kljub temu lahko čisto normalno. Ponotranjiš nekako, da je to del tebe, to je del tvoje zgodbe, je eno boleče poglavje, ampak je del tvoje življenjske zgodbe. Eno zgodbico je povedala, ki mi je noro inspirativna, se večkrat ne spomnim, taka kratka. In reče, pride do enega gospoda, ki je blazno uspešen, ima lepo kariero, družino, vse, pa ga vprašajo, zakaj si tu, kjer si? In on reče, imel sem težko otroštvo. Pa grejo pa do enega brezdomca, na alkoholu, čist, zavoženo življenje, bi rekli, zakaj si tu, kjer si? Imel sem težko otroštvo. Tako da, vsi imamo preizkušnje. Kaj pa s tem narediš, najdeš v tem moč ali pogubo, je pa res odvisno od posameznika. Ja, ker bolečine si ne moramo izbrati, trpljenje si izberemo. In ko mi res skozi neke načine iščemo pot, da razlahljamo to bolečino, nekako potem tudi lahko celo zgodbo sprejmemo. Imamo en močan skupni imenovalec, Petra, in to je ljubezen do pisanja. Ja, in za mene pisanje ni samo pristni ustvarjalni izraz, ampak je res tudi soočenje, sproščanje čustev. Je tudi pri tebi tako? Ja, od nekdaj.
Od nekdaj, jaz sem že kot otrok, sem pisala dnevnike, najbolj tiste čustvene zadeve, ki jih nisem znala izraziti. Še danes imam težavo izraziti besedno. S pisanjem je pa to meni šlo in sem se s tem pomerjala na nek način. Tudi pisanje je neke vrste terapije in soočanje in sproščanje čustev. Predlagam, da greva na en kratek odmor in se k vam vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s pisateljico Petra Škarja o njeni poti iz suženjstva v svobodo. Petra, ko se odvežemo od teh bolečin, ki nas dobesedno držijo v suženjstvu, šele stopimo v svobodo in potem tudi beseda svoboda dobi eno čisto drugačen zven. Zame je to ultimativni dejavnik usmišljenega kakovostnega življenja. Kako ti definiraš besedo svoboda? Jaz sem ravno iz tega izhajala, tudi v knjigi to opisujem, kako res rabiš v življenju začutiti mraz, da veš, kaj je vročina. Začutiti bolečino, da veš, kaj je nekaj lepega, prijetnega. Začutiti trud, tisto, se moraš prematrati na vrh gore, da začutiš do konca ono veselje. In rabimo to dvoje in je narobe, da v tem današnjem svetu se mi zdi, da vsi samo hvalisamo, kako moraš biti skozi dobre volje. Ne moreš pristno srečo začutiti, če nisi tudi nekega trpljenja imel. In ko govorimo do svobode, moraš čutiti, kako je. In se mi zdi, da globje, ko čutiš to res, to suženjstvo, zdaj neke posledice takih zlorab, te res čisto okupirajo, da jaz zdaj, ko se zjutraj zbudim, to življenje, ko čutiš svobodo, jaz res uživam življenje. Meni je to tako lepo vse skupaj. In na tej točki pa moram se zahvaliti tudi tisti bolečini, tisti preizkušnji, da rečeš, ker sem imela to, me je izoblikovala, da tudi tole močneje, verjetno močneje doživljam. To je ta dualnost in ta katalizator, ki naredi ta čustveni preboj, da prepoznamo, da imamo pravico do vseh čustev in da nas ta dualnost teh čustev iz ene strani v drugo dejansko pelje, ker tako si rekla, če ne poznamo enega, tudi ne moremo prepoznati blagorja drugega in včasih žal tudi moramo res globoke bolečine začutiti, da znamo potem ta osvobojajoča svoboda, ko res izdihneš in rečeš svoboden sem. Tako pristno, ne da bi rekel, jaz sem srečen, ne, to je res globoko čutiš to svobodo. In tudi svoboda in ljubezen do sebe gresta v roko v roki. Seveda. Kako skrbiš za ljubezen do sebe? Ja, se trudim. To je verjetno po mojem celoživljenjski proces. Seveda mene še vedno kdaj okupirajo te težave, ki sem jih imela. Ampak v tistem momentu rečem v redu, tudi to bo minilo. To imam vedno mantro, tudi to bo minilo. In skušam, se učim, vsak dan res najde tudi momente, da rečem, si zaslužim. S tem imam kar izziv, da moram reči, si zaslužim, lahko si vzamem uro zase, lahko grem v hribo samo zase, lahko delam nič, pa je še vedno v redu. Ampak priznam pa, da to je moje kar izzivno. Mislim, da imam tudi iz otroštva stalno to, da se moram dokazovati sebi, ne drugim, da sem vredna živeti, da lahko bivam na tem svetu, ker meni je globoko se zasidralo, da ti se nihče, noben te ne opazi, nisi vredna, da živiš, itak ti je bilo z otroštva to vzeto. In se moram kar zavestno truditi, ni samo od sebe dano, da rečem ne, v redu je, dovolj sem, privoščam si čas zase in to nekako negujem ljubezen do sebe. Te otroške rane ravno posežejo v to ljubezen do sebe in potem v odrasli dobi se na novo naučiti, kaj pomeni ljubezen do sebe, je res, tako si rekla, ni nikoli dokončan proces, to je nekaj, kar se vsak dan znova odločiš. Pa če smeš nekaj dodati. Absolutno. Danes veliko govorimo o tem, da moramo sami pri sebi najti notranjo, vse se strinjam, drži, to je osnova. Ampak mogoče pa zdaj pozabljamo, da ogromno k temu pozitivno lahko doprinesejo kvalitetni prijatelji, pravi partner, najbližja družina. Če imaš tukaj neko bazo, zame je to neskončno zdravilno. In na koncu mi največ pomagala res, imam izjemno lepe odnose s starši, z bratom, imam prijatelje iz otroštva, take močne in jim večkrat rečem, ja, hvala, da si, to je najbolj zdravilno na koncu. Do partnerja, ki seveda mora biti tak, da ne da ti bolečine spet obuja, ampak ti lahko pa ekstremno, res zdravilne, ne pozabimo na ta del.
Harmonični odnosi so tako ali tako eden izmed pomembnejših vsebin v našem življenju. Nismo ljudje mišljeni, da živimo v samoti pa v jami, čeprav tudi to včasih paše, ampak mišljeno nam je, da smo v interakciji z ljudmi. Ampak ljubezen do sebe potem tudi pomeni, da znamo postaviti zdrave meje. Kako ti to uspeva? Pa se mi zdi, da to mi pa kar včasih še preveč. Jaz vam kar tisto ne bom. Mogoče mi je pomagalo, da sem v otroštvu vedno bila malo, kaj pa vem, ti klasični sistemi mi neki niso bili blizu, no. Ja. In sem vedno iskala neke svoje poti, ne, kako bi pa jaz to drugače. In jaz ne vem, mogoče se pa zbudimo, rodimo malo s tem inovatorskim pridihom, da sem vedno iskala, kaj se da drugače, kaj se da boljše. In to je pa neko vodilo, ki meni tudi zelo pomaga na podjetniški poti. Ker kakor sem na eni strani umetnica, imam tudi močen ta podjetniški del, način razmišljanja, ki mi ogromno pozitivnega da. In kamorkoli pogledam, no, ne moram, da ne bi razmišljala, kaj bi se dalo izboljšati, kaj bi se dalo drugače, kaj bi se dalo ne po klasičnih poteh. Tako da s tem nimam toliko izzivov, no. In se mi zdi, da bolj negujem ta del ustvarjalnosti, inovatorstva, pa res rečem, v svetu lahko veliko dobrega naredimo. Sam ne se čisto pustiti tlačiti na ene klasične sisteme, ker tam, ko gre množica, in pa množico rabimo vedno, ne, ampak tam ne bo nič prebojnega. Smo pa nekateri, verjamem, da spadamo v ta segment, zakaj ne bi probali eno drugo smer. Včasih malo zaidemo, ampak vseeno je pa občutek, da se nekaj ustvaril, pa pustil za sabo drugačnega, izjemno. To običajno ljudje, ki smo okusili veliko bolečine in potem prepoznamo ta blagor svobode, zelo iščemo to svobodo v vseh naših področjih življenja, v vseh aspektih izražanja. Napisala si tudi knjigo o gorah, ker ljubiš gore. Kaj ti dajo gore? Je tam pa meni duša zapoje. Svoboda. Verjetno vsak ima neko področje. Zdaj sem vprašanje, če ga je vsakdo našel, to svoje področje. Ker pa res rečeš, to je to, ne. On občutek doma, jaz se najbolj varno počutim na 2000 metrih pred skalnim tam podorom, karkoli pred prepadi, ampak jaz se počutim v gorah najbolj varno, pristno, to je to. In mislim, da vsak od nas v tem divjem življenju, ki pač tak je, tukaj smo, rabimo en tak kotiček, da rečemo, to je to, tukaj sem pomirjen. Zame so to gore. Imaš eno res zelo lepo življenjsko filozofijo. Bodi to, kar si, in sledi, kar te veseli. Kako si prišla do tega življenjskega vodila? Velikokrat je kakšna bolečina hkrati blagoslov, ne? In eno od teh je bilo zame tudi prometna nesreča pri 18 letih. Smo imeli kar hudo prometno nesrečo. Še to? Ja, ampak ta je bila, tukaj nimam nekih groznih težav, zato ker se ne spomnim nesreče, bil hud pretres možganov, ampak je zanimivo, ne, da ko sem se jaz zbudila z tistega obdobja, pri 18 letih sem se prvič bila prisiljena ustaviti. Ker sicer drviš po sistemu, kakor se pričakuje, lepe ocene, super služba, doktorat, ne vem kaj se pričakuje. Takrat sem se pa res ustavila, prisiljeno, in se vprašala, kaj v življenju sploh hočem početi. Dobila sem globoko vgrajen občutek, da jutri lahko umrem. Tudi če nisem nič narobe naredila. To si na cesti, jaz sem zaspala v avtu, voznik je zadremal in to je bilo to, ne. Delček sekunde, ne? Ja, ampak to je tak dober občutek, ki me spremlja in mi je všečen, ker se res vsepno sem občutek, jutri lahko umrem. In z tega vidika je lažje ustvarjati, ker rečem, kaj bi naredila? Dajmo, ne, danes, zakaj pa ne? In nimam teh nekih zadržkov, sej bom kasneje, sej bo že, ne, jaz, kar mi ni problema, kar hiter iti, ne. In potem sem takrat v tistem razmišljanju, kaj pa res si želim, a res želim študirati do 30 leta? Sem si odgovorila, ne, jaz želim potovati, jaz želim nekaj ustvarjati svojega, jaz želim pisati knjige. In z občutkom, jutri lahko umrem, je bilo, pa dajmo, ne. Tako da mi ni bilo težko najti te poti, no. Hitro sem videla, da pisanje je moja pot, da potovanja so moja strast in da za hribe moja duša poje, zdaj pa to kombiniram nekako, no. Odlično, zato ker je treba res živeti vsak dan tako, kot da bi bil zadnji, ker enkrat tudi bo zadnji dan. In je treba res izkusiti življenje, ker čas zbeži, ga ne moreš dobiti nazaj. In če energijo potem vlagaš v stvari, ki ti ne pojejo, ki ti ne sedejo, ker duša ne vriska od sreče, je škoda časa. Hkrati pa, da dodamo na to tudi ne
Mislim, razmišljati pa tudi, kaj pustiš za sabo, ne? Da ni to samo hedonistično življenje. Ne. To je tako ustvarjalno, če me jutri ne bo, kaj za mano ostane. Da daš največ sebe, ne? Da to, kar delaš s strastjo, to, kar ti si, da to je tvoj dar temu svetu in to bo tudi potem za teboj ostalo. No, tako se mi zdi, ni malo brez veze tako smisel življenja, da prideš na svet, umreš in potem je to. Ja, nekaj pa moramo na tem svetu ustvariti, pustiti za kanček, nekaj spremeniti, sicer kaj je smisel, no? Pustiti ga boljšega, kot pa takrat, ko smo se v njega rodili. Ali pa se vsaj trudimo, ne? Tako je. V dobri smeri. Midve greva še na en kratek odmor in se k vam vrnemo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam s Petro Škarjo, ki je že pri svojih 19 letih skočila v podjetniške vode. Petra, to, kar se je pri tebi začelo kot ljubezen do pisanja knjig, se je kasneje združilo s tvojo podjetniško žilico in se zlilo v založbo Petka, s katero podpiraš slovenske avtorje. Kaj je prižgalo tole založniško iskrico? Ja, začela sem kot podjetnica, ko nisem vedela, v kaj se podajam. To so bila nora leta. Ampak najprej sem tržila finančne produkte, delala klicne centre, delala spletne strani, vse drugo. Pisanje je bilo pa hobi, ker so me naučili, da od pisanja ne moreš živeti, ne? To je samo za hobi. Potem sem pa za hobi dala ven eno knjigo, česar nas niso naučili v šolah, osnove podjetništva. In se je neverjetno dobro to prijelo, tako brez, da bi kaj velike energije dala, to se je začelo dogajati. No in tako sem rekla, mogoče pa tukaj neka moja pot, sem začela pisati, izdajati knjige, ampak kot pisateljica nisem pa našla na trgu neke take podpore, da bi meni bila pisana na kožo. Ker sem pa zelo veliko tega podjetništva noter dajala, promovirala, sem rekla, nekaj pa moram ustvariti, da bo podpora takim avtorjem. In potem sem čist egoistično spet rekla, kakšno založbo bi si pa jaz želela imeti, jaz kot pisateljica. In sem naredila založbo Petka, ki je neka srednja pot med klasičnim založništvom pa samo založbo, kjer pol investiramo, pol si delimo rezultate, včasih so to minusi, drugi so to plusi, oziroma tisti, ko proda, dobi nekaj več. Tako da pri nas avtor dobi več kot založba, celo do 75%. Sem rekla, to je založba, kakršna bi bila meni pisana na kožo. In sem jo dala na trg, sem rekla, mogoče še komu to ustreza, ker mi je bilo pa boleče gledati, da so bile kakšne izjemno dobre slovenske zgodbe, ampak ker avtor še ni prepoznan, ni dobil priložnosti v klasičnih založbah. Rekla pa, taki moramo že zaradi ljubezni do Slovenije, do zgodovine, do naše kulture, do slovenskega jezika, moramo tem dati mesto, da dobijo svoj prostor na policah. In sem naredila založbo Petka, čist kot testing, da vidim, če še kakšnemu avtorju prav pride. In sem prav vesela, zdaj imamo 5 let, evo, založba Petka. In je res veliko povpraševanja za ta model založništva. Odlično. In gledajte avtorje, pa te res izjemne slovenske zgodbe. Slovenci imamo toliko nore, močne zgodbe. Imamo, ne? In zakaj bi samo brali te ameriške pa kitajske, ki so tudi v redu, ne? Ampak dajmo močkan spoštovanja pa podpore slovenskim, našim avtorjem, našim zgodbam. To je naša zgodovina, to je naša kultura. Pa naši ljudje, torej ljudje, ki živijo med nami in tudi za nekatere Slovence si ti napisala knjigo. Kako je to pisati za nekoga drugega knjigo? Jo, super. Zato, ker jaz rada pišem, očitno. Nimam pa tukaj življenjskih zgodb, ko mogoče kdo drug. In tisto ključno sem že zapisala, kaj čem zdaj. So pa na drugi strani ljudje, ki imajo izjemne zgodbe, pa morda nimajo želje ali pa talenta ali karkoli, da bi pisali. No in pa še moj idealno skupaj. Res je. In tako pišem knjige za druge, ki rečejo, imam močno zgodbo, želim imeti knjigo. In tako je recimo prišel Franc Jager, Trgovina Jager do mene, Matjaž Čadež Halkom, knjiga Jure Knez, Akrobati, Anton Krepek, Camino in tako naprej. In mi je najlepši del tega procesa je, da to ponovadi traja leto, 2, 3, 4. In tu zgradiš najmočnejše odnose, tako že zelo intimno se pogovarjamo o vseh zadevah, da lahko res dobro knjigo napišeš. In lahko rečem, da so ene najbolj kvalitetnih odnosov, ki jih imam v življenju. Bi rekla, je katera knjiga, ki se te posebej dotaknila? Vsaka po svoje. Vsaka po svoje, ne? Vsaka ima nek svoj čar, ker če ne bi imela, niti ne bi šla ta proces pisanja. Nobena podjetniška pot ni brez izzivov, s katero si se ti najbolj morala soočati oziroma katera ti je predstavljala največ izzivov in kako si jo premagala? Po podjetništvu je
tako da je vsak dan nek izziv. Že ko misliš, da si nekaj uredil, nekaj drugega pride. No? Pride nova gora, ne? Ja, mislim, tisto, ko reče, da vse fajn povlada, jaz ne vem, ali mu zavidam, ali pa mu ne verjamem, nekaj od tega. In še vedno pridejo momenti, ko rečem, najraje bi se skupaj vrla še z okn, pa da dobila redno službo, pa puste mi na mir. Ampak potem se drug dan zbudim, naučila sem se zlatega pravila, v tistem momentu ne stori ničesar. Prespi. Pravilno. Pa za jutri odloči, do jutra lahko počakam. Ja. In potem se zjutraj zbudim, se vprašam, kaj na tem svetu bi jaz delala, če bi lahko delala karkoli. Kje bi mi srce zaigralo? Če čas pa denar ne bi bila to vprašanje. To je ključno vprašanje. Bravo, to. Rečem, pa jaz bi pisala knjige. In jaz bi pisala knjige o uspešnih, kvalitetnih, podjetniških slovenskih zgodbah. To obožujem, to me zanima. Pa sem to delam. Torej, ne? Torej. Pač pridejo izzivi, sej, kdo pa pričakuje, da bo vse perfektno. To je del procesa in tudi uspehi ne bi tako sladki, če ne bi konec koncev mogel kar nekaj borb dati na tej poti skozi. Ne? In se lahko dnevno zahvalim, to je to, kar bi v življenju počela. Se to tudi počneš, ko greš v gore? Tako. Se tudi kar namučiš, če hočeš priti na nekega vršaka, recimo, ne? Se namučiš, je ure in ure vzpenjanja, pa se mogoče tudi kdaj vprašaš, kaj meni to treba, da se jaz zjutraj ob 3 vstanem, zato da neki sončni vzhod ulovim v gorah, ne? Ampak bolj, ko se matraš, bolj je tisto uspeh na koncu, reči to, ne? In to borbo, to moraš izkusiti. Tudi mlade danes, ki jih dajo, rečejo vatko, ne mora izkusiti to borbo, ki je užitek na koncu je nepopisan. Jaz večkrat, to mi je tudi Camino dal, ne? Pa te zgodbe, tudi podjetnikov in vse, kar pišem knjige, kar mi je pa res tako globoka misel in jo imam stalno pred sabo, je pa ta, da vsakdo v življenju bije svoje bitke. Ja, res je. En v zdravju, drug v denarju, tretji v česarkoli, en notranje bitke, ki niso nobenemu vidne. In včasih so te bitke za masko nasmeha, za nekim uspehom, tako da nikoli soditi ljudi, ker ne veš, kaj se dogaja v njemu in kakšne bitke je dal skozi, da je danes. Da je danes to, ker običajno je vedno neka zgodba od zadaj, ne? Vedno vsak ima zgodbo, ki je sestavljena iz enih in drugih plati, dobrih in slabih, in zato so ljudje potem na neki točki uspeha ali pa tudi mogoče v situaciji nekega prehoda, nekega preboja, da spet ugledajo neko svetlobo. Tako da ne sodi. Jaz velikrat, ko imam koga, pa je kdo nesramen, pa je kdo zvišen, pa je kdo ponižen, mi je tako ne sodi, ne veš, kaj je zgodba v ozadju in mogoče nikoli ne boš zvedel. Se strinjam. Ti tudi mlade učiš, veliko predavaš doma in v tujini, da naj sledijo svoji strasti. Tudi jaz sem mnenja, da je to edina prava pot, da res okusiš to osebno in poklicno svobodo, zadovoljstvo, uspeh. Kaj jim daš na pot? Ja, pred 20 letih sem zelo suvereno stopala na oder, pa to predavala. Danes sem bolj zadržana, moram reči. Ker ni tako enostavno. Najti to, oceniti, kaj sploh je tvoja pot, glede na to vplivi okolice. Konec koncev, na eni točki tudi mora matematika štimati, rečemo. Tudi nekdo reče, blazno rad rišem in bom risal in ne glede na to, vse si rekla, da moram slediti svoje strasti. Ja, ampak, imaš tudi razumski del, egzaktne vede, matematiko, fiziko, ki so neke zakonitosti, ki da v tem okolju živiš, morajo biti. Tako kot Franc Jaga reče, Franc Jaga reče, na svet za podjetništvo, sem rekel, vsega me naučite. Je rekel, prihodki morajo biti večji kot odhodki. In to je to. Sem rekel, to je logično. Rekel, pa se ljudje tega ne držijo. Tako da ja, sledi svoje strasti, ampak uporabljaj glavo, razum, matematiko, da v tem svetu boš udobno živel. Sicer tudi tvoja strast ti ne bo prenašala zadovoljstva, če konec koncev ne veš, kje bi našel svojo pozicijo. Tako da danes sem kar previdna z nasveti. Raj probam jaz sama temu slediti in upam, da sem nekomu potem, ki ga zanima pisanje, mogoče pa nek zgled, da rečem, ja, tudi s pisanjem, tudi z umetniškimi platmi lahko udobno in srečno živiš v tem okolju, kjer se pričakuje tudi neke finančne zadeve in finančni rezultati. Se strinjam. Eden tvojih večjih projektov je tudi 5 temeljnih vrednot Slovenije. O katerih vrednotah govoriva? To je pa to zanimivo. Našli smo se, če si ustvarjalen, mislim, polno priložnosti, imam bolj težavo, kaj ne se lotiti. In smo za 3 prijatelji smo zagnali projekt 5 temeljnih vrednot Slovenije, kjer smo rekli, zakaj ne bi, če imamo v podjetjih vrednote, ki se jih moramo držati, in to je nekako lepilo celotne skupnosti.
In ni ključno, kakšne produkte imaš, kakšne ljudi, konc koncev so pomembni, ampak na koncu pride tiste vrednote, ki se morajo v podjetju izkazovati. Ja. Če damo to malo na večjo skalo, kaj če damo v regijo to? Kaj če damo v Slovenijo to? Slovenija je za svet mala. Zakaj nima Slovenija neke temeljne vrednote, ki bi nas povezovale, ne glede na to, ali si levi, desni, zgornji, spodnji, ampak nekaj, da rečemo, to nas povezuje in to vemo, imamo nek smerokaz, kako živeti, kaj je prav in kaj je narobe. In smo zasnovali te temeljne vrednote in smo ugotovili, da je zelo težko to zapisati, da je za vse to, da rečemo, temu sledimo. In smo v projekt povabili tudi širšo zasedbo antropologov, filozofov, psihologov, tako pravnikov in tako naprej. In smo res določili 5 temeljnih vrednot Slovenije in to je spoštovanje in zaupanje, poštenost, medsebojna pomoč, zmernost in pripadnost. In zdaj smo ta projekt zasnovali tako zelo na državnem nivoju, podprla tudi predsednica države, podprl državni svet, v šole se integrirajo in smo kar veseli, kaj se kar dogaja iz tiste začetne prijateljske ideje, da ljudje hrepenijo po postavitvi nekih temeljnih zdravih vrednot. Na tem naprej si pa lahko ali podjetnik, ali umetnik, ali karkoli, ampak dajmo pa neke vrednote ohranjati in otrokom pokazati, lej, to je nek smerokaz, to je pravilno, kako se živi in je prav, da vemo, da so neke tudi meje, da rečemo, lej, tako se živi, ne moreš si privoščiti karkoli na tem svetu. To so temeljne vrednote. In so res tople, odlične, preproste življenjske modrosti, na katerih lahko potem zgradimo ustvarjalne zgodbe v vse smeri, kamor nas srce in duša popeljeta. Je pa ta projekt zanimiv tako, ne? Nam kdo reče, ja pa mislite, da boste s tem kar spremenili celo Slovenijo? Ne vemo, ampak lahko poskusimo, pa konec koncev, tudi tak projekt, ki lahko se nič opazno ogromnega ne zgodi, ampak bodimo realni, prav nad slabega pa ne moreš s takim projektom narediti. Zagotovo ne. Tako da lahko je pa sem dobro. Res je. Sam še en kratko zaključno misel vsem našim gledalkam in gledalcem pred ekrani. Zaključno misel? Ja, kaj bi jim sporočila? Recimo tako iz ene knjige, evo. Poskrbimo, da nam v življenju ne bo žal za neizrečene besede, nepodeljene objeme, neizražena čustva in za sanje, v katerih nismo upali sanjati. Petra, srčna hvala za to zaključno misel, za vse tvoje modrosti, iskrene besede, s katerimi si zagotovo se globoko dotaknila naših gledalk in gledalcev. Najlepša hvala. Jaz se vam tudi najlepše zahvaljujem, da ste nas gledali in zagotovo ste prepoznali, da lahko preizkušnje, tudi tiste najbolj trpke in travmatične, postanejo izjemno močan katalizator v našo osebno in poklicno svobodo. Vidimo se v naslednji oddaji Pristna ženska.